Dvig pokala za 5. zaporedni, skupaj pa že 13. mariborski naslov državnih prvakov je bilo zadnje dejanje sezone, na katero so vijoličasti zelo ponosni. Kar je zelo pomembno, po mojem mnenju, je, da smo imeli isti cilj, da smo držali isto pot, da se nismo nekako nagibali po vetru, ampak smo držali svojo linijo in sledili svojemu cilju. Da so bile oscilacije, kar so normalne, zaradi čustvenih preskokov iz Lige prvakov v slovensko prvenstvo, ampak mislim, da smo z izrednim delom te oscilacije minimalizirali in prišli do izjemne sezone. Takole so se veselili v Glasgowu, ko so izločili škotski Celtic. Liga prvakov je bila vrhunec evropske sezone. To je vseeno turnir, so tekme na 90 minut, izločilni dvoboji. To je vseeno, to je psihološka moč in kvaliteta, ampak maraton je vseeno nekaj več, to je pa prvenstvo. Jeseni je Maribor v prvenstvu izgubil nekatere pomembne tekme. V drugem delu je zaostanek spremenil v občutno prednost. Na vmesne kritike se v klubu niso ozirali. Zato smo tukaj, da v vsakem primeru odreagiramo športno, v interesu kluba, v interesu ekipe, v interesu seveda igralcev, da igralci potem se zavedajo, da imajo veliko podporo od zadaj, da klub ima svojo strategijo, da klub enostavno je enoten in potem igralci tudi znajo odreagirati. Mogoče je bilo res, da smo morali napraviti kakšen razgovor več, da smo predvsem poskušali tukaj pristopiti z psihološkega vidika, ker so fantje vseeno ljudje za čustvi, vseeno ljudje, kateri čutijo tako zunanjost, tako vplive, kateri se dogajajo. Enostavno ni pa bilo nič takšnega, kar ne bi sodilo v profesionalni nogomet. Prejšnja sezona je bila za Maribor zelo uspešna tudi poslovno. Evropska nogometna zveza ceni izjemne dosežke, pa tudi na marketinškem področju so v klubu spet poskrbeli za odmevne akcije. Dejstvo pa je, če si uspešen, si interesanten tudi za več ljudi. Interesanten si tako na področju pogodbenih, sponzorskega denarja in pa seveda kart, vstopnic. In moram reči, da smo tudi na sponzorskem področju kar nekaj več postorili, so sponzorji pokazali dodatno zanimanje. Pri urejenosti mariborski klub v Sloveniji odstopa. Tudi na igrišču se to ni spremenilo, čeprav je konkurenca storila korak naprej. Je pa res, da je konkurenca mora imeti kontinuiteto. Če naslednje leto vsi ti klubi, ki so igrali zanimiv nogomet in naredili dobre ekipe, ne bodo to nadgradili v Evropi oziroma nadgradili v domačem prvenstvu, potem to ni to. Počitka ne bo veliko. Mariborčani se bodo spet zbrali 14. junija z novimi izzivi. Imamo voljo, imamo želje in zdaj mi moramo skozi trening narediti vse od sebe, da rastemo tudi, da igramo še enkrat Ligo prvakov.